Če imaš ti ljudi, ki se zaprejo pred znanostjo oziroma se že odločijo, to je neka skupina elit, ki nas zavaja, kako potem sploh komuniciramo z temi ljudmi ali pa prebijemo to mejo, ki se ustvarja. Vedno moraš razmišljati o tem, kaj je tvoj cilj. Enkrat je tvoj cilj, kar želiš komunicirati, oziroma kar želiš doseči dejansko sprememba vedenja. Velikokrat je cilj mojega komuniciranja zgolj navduševanje ljudi oziroma dvigovanje razumevanja tega, kako znanost deluje. Izraelski primer, glede cepljenja, so sistematično se lotili preko ljudi znotraj teh skupnosti, ki so jim zaupali, ker so najprej tiste prepričali nekako strokovno. Tako misionarstvo. Ja, neko misionarstvo, ampak to je pristop. To ni bolj to neka taka državna manipulacija. Ampak v končni fazi, če je podprta z neko pravo znanostjo, zaupanja vredno, mislim, da ni druge možnosti. Vsi mi smo ljudje, smo mi povsem racionalne biti, ne vem. Ja, jaz samo, nisem. Ja, definitivno je pomembno. Filozofi smo. Okay. Mnogo hrupa za nič. Lepo pozdravljeni, dragi ljubitelji hrupa in niča v 8. epizodi podcasta Mnogo hrupa za nič, v katerem se na en tak vsakdanji način pogovarjamo o vsakdanjih vprašanjih in skušamo od njih tudi malo zafilozofirati, malo bolj kritično razmisliti o nekih temah, ki nas v bistvu tarejo v vsakdanjem življenju, ki pa so teme, ki filozofe in ljudi preganjajo že od pamtiveka. Z vami sva kot običajno Primož Vidovič in pa Aljoša Toplak in danes gosta, gospod Sašo Dalenc in pa Zarja Muršič. Sta oba doktorja, to smo vzali verjeti, to je tako, da se moramo držati nazivov, da ne bo kakšna tožba. Vi lahko rečete, da sta doktorska kandidata? Smo porobali, že ta enkrat reči, pa se ni najboljše končalo. Neka besedna solata je nastala. Doktorski študent filozofije. Ne, študent doktorske filozofije. Skratka, ja, tako da sem bolj nehala naznanjati nazive, bomo počakala, ko pa samo doktor. Ja, zdaj smo v čitalnici knjižnice v Mariboru. Katere knjižnice? Univerzitetne knjižnice. Tako, smo ravno po seminarju na temo komunikacije znanosti oziroma komunikatorjev znanosti. Smo udeleženca tega seminarja, ki smo ga zdaj imamo za nami in bomo skušali še energijo do konca dneva držati. Koliko še je ostalo energije. Sašo in Zarja sta seveda bila izvajalce te delavnice, na kateri smo mi zdaj pravkar bila, in bomo tudi nekako nadaljevali teme z te delavnice, ampak mogoče malo bolj zafilozofirali, malo bolj, malo bolj. Malo bolj, ja. Predstavom. Ja. Torej, gospod Sašo Dalenc je znanstveni pisec in filozof znanosti iz Ljubljane, ustanovitelj portala Kvar Kadabra, nominiranega za Descartovo nagrado Evropske unije. Je avtor 13 knjig in več kot 400 esejev v povezavi med znanostjo, filozofijo in zgodovino idej. Gospa Zarja Muršič pa je biologinja, kognitivna znanstvenica in evolucijska antropologinja, delno je zaposlena na Univerzi v Ljubljani. Ne več. Ne več? Ne več. Še če biti laže. Prvi dokaz, da se ni dobro zanašala, če ne bi bilo na spletne strani Ona ve. Aha, ok, bomo mogli tam popraviti. Torej, skrbeli pa ste za učno enoto uvod v kognitivno znanost. To pa sem, ja, ampak že nekaj časa ne. Ok. Je tudi znanstvena komunikatorka in novinarka, njene prispevke pa lahko zasledimo na Radio Študent, Val 202, Metini listi in drugih medijih. To pa drži. Drži. Super, malo potrditev. Ja, ok, skratka, to sta naša danajna gosta, lepo pozdravljena najprej. Živim. Upam, da niste preutrujena od delavnice, pa da boste lahko še nekaj preostalih sivih celic delila z nama. Tema, ki smo si v bistvu zastavila, oziroma neko krovno vprašanje, ki naj v okviru tega pogovora zdaj zanima, je, ali lahko zaupamo znanosti.
ker je v znanstvenih krogih, se mi zdi, je to privzeto. Da, lahko zaupamo znanosti. Zlasti v času COVID-a je to bilo nekaj, kar smo pogosto ponavljali, ampak hkrati je pa bilo ogromno odpora na to idejo. In potem se je ta konflikt začel med zaupanjem in verovanjem v znanost in kaj je za neka tista prava mera. Pa mogoče preden gremo takoj na to malo bolj tehnično vprašanje, bi začeli s vprašanjem, zakaj se pravzaprav vidva, zakaj ste se začela ukvarjati s komunikacijo znanosti? Kaj vaju je v bistvu k temu nagovorilo, da ste temu predala svoje življenje pravzaprav? Ne? Pa mogoče z tabo začnemo kar zdaj. Bomo se tikali za vsak slučaj, da bomo sproščeni. Jaz sem v bistvu to začela početi z zelo sebičnih razlogov in sicer sem mislim, da prvi začela komunicirati znanost še, ko sem bila dodiplomska študentka biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani in mislim, da nekje sredi drugega ali pa sredi tretjem letniku sem se odločila, da bi pisala nek blog, ki ima ime Piškotarna in na tem blogu v bistvu govorila o zanimivih stvareh iz sveta biologije, ki so meni tako fascinantne, pa me navdušujejo, pa o katerih sem radovedna in sem imela veliko vprašanj. In sem odprla blog, danes smo govorili o tem, kako so audioblogi potem podcasti postali, ampak to je bilo še tisto obdobje v 2010, tam okoli, ko so bili blogi popularni. In zakaj sem pa začela to delati, pa da sem jaz sovražila pisanje. Res nisem marala pisanja in sem želela pač se motivirati, da če pa že pišem, pa pišem saj o temi, ki me res zanima in navdušuje in to probam deliti z drugimi. No? In potem iz tega so kolegice na Radio Študent videli, da jaz to delam in so me potem povabili k sodelovanju v njihovi ekipi, ki je začela pripravljati neke znanstvene novice in potem iz tega je potem počasi to nastalo, vratil moj poklic v zadnjih 10-15 letih. Pa tudi to, to zaenkrat. Sem pa nekaj časa na tej Piškotarni dejansko potem imela neko tako hecno pravilo, da sem vsak torek neko besedo obdelala oziroma neko temo predstavila. No? In mislim, da sem to kar 2 leti zelo konsistentno res delala, da sem v bistvu trenirala to mišico, ali kako bi se rekel, pisanja in razmišljanja o tem, kako poljudno predstaviti znanost. Ja, v bistvu to, da govoriš o znanosti, pišeš o znanosti, je tudi nek dober test tega, da dejansko nekaj razumeš. No. In mene predvsem že od gimnazijskih let naprej so me ta vprašanja nekako v tej sferi povezave med filozofijo, znanostjo, razumevanjem sveta zelo zanimalo. In to, da napišeš nekaj takega, ki je tudi drugim razumljivo, je dober test, da si sam dojel bistvo. No, in to je nekaj, kar se vleče zdaj že 30 let. Tako, bolj resno sem pa začel pisati o znanosti, ko so me pri zdaj že kar nekaj časa neobstoječi reviji Polet, ki je bila priloga Dela in Slovenskih novic, povabili, da bi tedensko pisal o znanosti. Ne? Tako, in to je bil pa tudi nek dober način, kako se pripraviti do tega, da si sposoben vsak teden sproducirati nek tak tekst, ki je zanimiv, berljiv in tako, s katerim predstaviš nek nov vidik znanosti skozi zgodbo. No? In takrat sem res nekako bolj resno se začel s tem področjem ukvarjati. Pa se da od tega poklica živeti? Ker to je pri nas še precej v povoji, v tujini, se mi zdi, da imajo že dosti več infrastrukture. Pri nas pa se nekaj zdaj začenja malo premikati. Ja, prav Zarjo smo se zadnje leta kar veliko ukvarjala s tem, da bi se zadeve premaknile tudi pri nas, tako kot so se že recimo največjo tradicijo ima ta anglosaksonski svet s tem, ne, ko so že pred 30-40 leti ugotovili, da je to pomemben vidik znanosti, ne, tudi ta neka, ne samo komunikacija s širšo javnostjo, ampak tudi komuniciranje znotraj znanosti med vedami, ne, ki ga je tudi treba posebej negovati.
In to tam živi, se nadgrajuje in so ljudje, ki se s tem ukvarjajo, nekako sprejeti kot del same znanosti. Ne? Pri nas tega žal še nismo uspeli doseči, ker cel sistem ne zna tega še nekako dobro umestiti, kam to dati. Ne? In z Ministrstvom za znanost smo najdeli neke skupen pristop, ker so zaznali pomanjkanje tega v Sloveniji, predvsem v stikih z drugimi ministrstvi znotraj Evrope. Ne? Ko imate skupne sestanke in je bila to pomembna tema, pri nas se potem nekaj veliko govorilo in so povabili naju pa še druge, ki se s tem področjem ukvarjamo, da bi pripravili neke smernice. In to smo naredili v zadnjih letih, zdaj pa treba to vse skupaj dvigati na neke ukrepe. No? In to je pa zdaj na celi sferi, tako znanstveni, akademski, kot te, kako rečemo, upravni, ne? Da to sprovede. In mislim, da se čuti, no, da pri nas to področje ni nekako urejeno, zato ker ni nekih, kako bi rekel, dobrih zgledov, kaj je res dobro komuniciranje znanosti, kaj pa nekaj, kar se zgolj skriva pod tem imenom, pa zares je mogoče samo nek PR ali pa nič slabega v PR-u, ki je tudi pomemben, ampak to ni isto. Ne? In zdaj tista, po mojem, naslednja stopnja, se lahko Zarja o tem malo več pove, bi bila zdaj v znanosti, se veliko govori o odličnosti v znanosti. Ne? Zdaj mislim, da je naslednja faza, ki moramo začeti govoriti o odličnost v komuniciranju znanosti. Ne? Da se tukaj vzpostavi neka hierarhija, kaj je res dobro in kaj malo manj dobro. No? Ja, jaz se zelo strinjam s tem, da rabimo neke kazalce kakovosti, no, ali pa kvalitete tega, kar počnemo, no, pa da se odločimo, kaj so, ker zelo veliko znanosti v zadnjem času, vedno več je komunikatorjev in komunikatork znanosti, tudi pač vsi na koncu se vsak od nas samo vkliče za to funkcijo na nek način, ampak je pa veliko tudi tega nekega promocije, ne vem, zdravega življenja, pa zdaj kot prijazne besede uporabljam, ali pa neke zadeve za samo pomoč, ne, in kje so te meje, kaj sodi pod neke znanstvene discipline, pa komuniciranje znanosti, kaj pa je v bistvu samo nek drug način promocije, reklam in tega. In kaj sodi? Kaj sodi v komunikacijo znanosti, kar je tako različno od teh alternativnih PR-ovskih pristopov? Kaj bi rekla, da je tisto prepoznavno? Jaz bi rekla, da je tudi kritičen pogled na znanost, ki je ključena, ne, tudi skepsa, biti skeptičen do nekaterih zadev, ne, da se ne samo hvali z dosežki, ne, danes smo veliko govorili o tem, da se samo diseminira oziroma samo deli to, kaj smo uspeli doseči, kaj smo dokazali, ampak da se tudi o nekih omejitvah v določenih raziskav govori, ne, da se celoten način, kako znanost deluje, predstavlja pri tem, ko komuniciramo znanost, ne pa samo, kaj smo dosegli ali pa kako uspešni smo. Torej ne gre samo za neko hvaljenje, ampak gre tudi za neko širše, bolj poglobljeno razumevanje znanosti, ki ga omogočaš bralcu, poslušalcu, poslušalki in podobno. In mogoče bi na tem mestu ravno vprašal, ko nek laik pristopa do nekega znanstvenega spoznanja, ki zdaj mu ni čisto jasno, kaj so mehanizme v ozadju, kako bi mu razložili, zakaj je znanost verodostojen vir spoznanja v svetu? Ja. Big one. Mislim, to vprašanje ima zelo dolgo zgodovino. Zakaj zaupati, komu zaupati, ker imaš zmeraj tudi ogromno skozi zgodovino in zdaj nekih učenjakov, ki se predstavljajo kot viri zanesljivega znanja, pa to niso. Ne. Zdaj, kako to ločiti? Ne? Zdaj, skozi zgodovino, v samem začetku so te takrat predvsem možje znanosti, ne, ki so bili, svojo to avtoriteto črpali z tega, da so bili ugledni ljudje v družbi, ne, so imeli avtoriteto vzpostavljeno neodvisno od tega, kaj so v znanosti počeli. In so tako, so bili neodvisno bogati, ugledni plemiči, kaj vem, kaj še vse.
in so potem se začeli skupaj zbirati v razne inštitucije, s kateri so nastale te prve akademije, ki so imele tudi neko državno podporo, kraljevo. Ne. In to je bila ta prva faza. Oni so pač bili, kako bi, spoštovani ljudje družbe, od katerih se je predpostavljalo, da ne bodo lagali, da bodo dejansko verodostojno poročali o tem, kaj so videli, ker vsak ne more ponoviti eksperimentov, ki so jih takrat izvajali. Ne. Da so se pričakovalo, da in dejansko večinoma so dejansko poročali to, kar so videli in so gradili neko dobro znanost. No, predvsem v 19. stoletju se je pa število znanstvenikov in takrat tudi že znanstvenic začelo močno povečevati in ta princip, da bodo ljudje že nekako ugledni, neodvisno od znanosti, se nekako ni več izšel. In takrat se je pojavila ta ideja, da je znanost nekaj, kar ima svojo metodo, po kateri deluje, in ta metoda, da je vir tega, da lahko znanosti zaupamo. Ne. Ampak potem se na nek način že Descartes govori o metodi, da je metoda tisto, kar daje verodostojnost. Ja, seveda, ampak problem se je pokazal v tem, da pač v tej empirični znanosti ali pač znanosti v zelo širokem pomenu te besede se izkaže, da so na področje, ki mogoče delujejo čist drugače, ne prihaja do teh ugotovitev na neki taki zanesljivi vednosti, na načine, ki mogoče na drugih področjih pa ne delujejo. Ne? In je težko najti neko univerzalno metodo, ki bi pokrila celotno sklop vseh znanosti. Ja, recimo mehke pa trde znanosti. Ja, vse živo, pa imaš humanistiko, ne, pa filozofijo, če to čitamo, ne, kot no, mislim, pač odvisno, kako definiraš, ne, znanost. Mislim, vsak filozof bo vesel, če bo lahko kandidiral na razpisu za znanstvene projekte, ne. Tako da pač... Ampak je zanimivo, ne, da se to tako na nek način obrnilo, ne, da je zdaj filozof tisti, ki se klanja znanstvenemu idealu, znanstvenik se nekoč klanja filozofskemu idealu, ne. Vem, ampak pač klemaš še vsem neko polje različnih ved, ki ima vsaka neke svoje metodološke pristope in nekako tam, kaj vem, v 20. stoletju je pa postalo vedno bolj jasno, da sama metoda je nekaj, kar lahko vzpostavi neka veda, neka ožja skupina znanstvenikov, ne. Tisto, kar je pa mogoče bolj univerzalno, je pa, da ta avtoriteta izhaja iz neke dobro delujoče znanstvene skupnosti. Da ta skupnost je tista, ki če dobro deluje, če dobro ovrednoti nove ideje, poskuša priti do nekega konsenza. Ne? Konsens je pomemben v znanosti, zato ker čist po nekih pravilih logike ne moreš imeti več alternativnih, če A in ne A hkrati veljata, ne, si uriti. Ne. In tukaj pač dobra znanstvena skupnost je tista, ki hitro in učinkovito vrednoti nove ideje, pobude, dokaze in hkrati je pa dovzetna za nove ideje. Ne. To je tisto, kar je pomembno. In to se je predvsem izkazalo kot pomembno takrat, ko so začeli, recimo, ko so ženske po drugi svetovni vojni bistveno v večjem številu začele vstopati v znanost. V znanost so se določena področja začela preoblikovati, ker so sploh se je izkazalo, da določenih vprašanj sami moški niso znali dobro procesirati, ne, ali pa so bile določene velike slepe pege, sploh recimo glede ženskega zdravja, ne, ali pa da je moško telo bilo nekaj, kar je bil ideal v medicini, ne, ostalo pa niso tako resno obravnavali, ali pa mogoče še
tisto, kar slavni primeri, ko so profesori z Harvarda trdili, da recimo, če se ženska znanosti ukvarja, da pol to vpliva na njene druga organe in nima več možnosti imeti otroke. Ne? In take nore ideje so krožile v 19. stoletju in bile sprejete kot resna znanost. In se je izkazalo, da v bistvu mora biti ta znanstvena skupnost raznolika. Čim je preveč enotna, tudi v principu rečemo, da je ideal nek subjekt znanosti tisti, ki najbolj, da se soočajo ideje, ne odmislimo vse partikularne lastnosti ljudi, a so moški, ženske, a so take drugačne poti, ne vem, to tako drugačno ozadje imajo. To že aktivno odmislimo, ampak zmeri so določeni predsodki, kakorkoli prisotni. Ne? In zdaj, to bi rad rekel, to najbolj eliminiramo s tem, da poskrbimo, da je znanstvena skupnost dejansko odprta, raznolika. Ne? In zato danes je tisti garant kvalitetne zaupanja vredne znanosti prav ta raznolikost in odprtost in dobro delujoča znanstvena skupnost. No. Jaz bi rekel, da na nek način ta ideal je že znanost, se mi zdi, konec 20. stoletja pa v zadnjih 20 letih kar dobro dosegala, čim več raznolikosti, čim več različnih skupin, da je lahko del istega procesa. Ampak to dejansko ni vodilo v toliko večjo zaupanje v znanost, oziroma v zadnjih časih celo v upadanje zaupanja v znanosti, kar nekaj skepse je spet nastalo. Ne? In če se ne motim, se ti dosti ukvarjaš z občansko znanostjo, ki pa bi na nek način spet povezala to vez znanstvene skupnosti z vsakdanjim svetom in da ljudje razumejo, da je znanost del njihovega življenja. Ne? In se mi zdi, da mogoče je tu nastal kljub temu, da se je znanstveni svet diverzificiral, ampak stik z dejanskim življenjskim svetom ljudi pa mogoče ni bil toliko močnejši zaradi tega. Pa mogoče imel kakšen pogled imaš na to? Ja, mogoče je res, da se večkrat rečemo, da živijo v slonokoščenih stolpih, in so s tem nedostopni. Ne, ne vem v resnici, kakšen pogled imam na to. Predvsem bi rekla, da če gledamo res samo zaupanje znanosti, niti ni bilo toliko velikega skoka ali pa toliko velikega upada. Kar je večji problem je to, da ljudje ne sledijo znanosti na nek način. No? Neka druga družben pojav, ki niti ni mogoče toliko povezan samo z znanostjo. V Sloveniji imamo dejansko problem, da veliko ljudi, če gledamo raziskave Eurobarometra, zdaj podatkov ne vem, če si iz glave, veliko ljudi znanstvenike vidi kot arogantne, nemoralne, kaj so še druge lastnosti, Sašo. Zelo izstopamo na ravni Evropske unije po teh negativnih lastnostih, ki jih pripišemo znanstvenikom, ne znanosti, ampak pač ljudem, ki delajo znanost, znanstvenikom in znanstvenicam. Zakaj pride do tega, ne vemo čistočno, ne? Ker mislim... So kakšne hipoteze? Veliko razlogov verjetno. Mogoče ena je definitivno, da velikrat nastopajo, mislim, po moje, nastopamo nekako iz pozicije moči, v javnosti, da pač zato, ker pa jaz sem... Zaupaj mi, ker sem jaz na tej poziciji, ne pa zaupaj mi, zato ker sem zaupanja vredena. Tudi mogoče tega nismo čisto razdelali, pa jaz niti nimam besedišča, nisem niti to artikulirana. Zaupanje v znanost versus zaupanje v osebo, ki dela znanost, torej v znanstvenika in znanstvenico. To sta dve različni stvari, kjer mora znanstvenik ali znanstvenica izkaza, da je zaupanja vredena. To, da David Spiegelhalter zelo veliko govori, on je v bistvu statistik, ki se ukvarja zelo veliko s komuniciranjem znanosti in on v svojih govorih rad pove, kako je pomembno, da mi izkažemo, da smo zaupanja vredna. Vse institucije znanosti, vse institucije, ne vem, javnega zdravja morajo izkazati, da so zaupanja vredna do ljudi. In to pač v anglosaksonskem svetu jim je to uspelo, ker ima dejansko že tudi dolgoletne tradicije tega, gradnje tega zaupanja medsebojnega med temi institucijami pa med pač javnostjo, splošno javnostjo ali pa različnimi javnostmi in veliko več vlagajo v to. Pri nas pa v bistvu vlada neka zmeda. Kljub temu pa je v Ameriki precej teh skrajnih zarotniških teorij in tega, ker kaj pa pri nas je mogoče se komaj v zadnjih
5-10 letih začelo. Ne. Se mi zdi, da ko sem jaz hodil v osnovno šolo, da bi zdaj nekdo imel teorijo, da je Zemlja ravna, to je bilo nepredstavljivo. Zdaj pa pač sosed ima neko tako teorijo. Ne. Ampak meni se zdi tudi, da živimo v enem zelo čudnem svetu, na nek način. Mislim, v svetu, ki izvoli lahko neke tirane, kot imamo zdaj pač primer v ZDA. Ne? Mislim, kako smo prišli, mislim, kaj vse je družbena podlaga za ta svet, v katerem živimo. Ne? To zdaj res tako pač čist na pamet govorim, ampak verjetno je veliko ljudi tudi v stiskah. Ne? Mislim, ni tista stvar, ko grejo na volitve, pa se razmišljajo, a bom živel v državi, kjer bojo vodstveni kadri zaupali znanosti, ampak jih zanima, bo cena jajc padla. Ne? Pa je to nek poraz znanosti. Ker se mi zdaj včasih pri znanstveniki dobiš vtis malo tega zmrdovanja nad rajo, ki noče razumeti te racionalne razlage, ki so jo potrdile študije. Ne? Mogoče tudi en vir teh nesporazumov in mi oni. Ne? In to je tisto, kar tudi zelo tepe zdaj te elitne inštitucije, ki so govorili, Harvard, elita od elite. Ne? To je zdaj postala tarča prav zaradi tega, ne, ker so se imeli za nekaj tako več, vse so bili res dobri, ne, ampak čim vklopiš to delitev mi, oni, ne, to je ena od najmočnejših emocij, mislim, nekaj, kar sproži res neke bazične občutke v ljudeh in mi čist drugače dojemamo, če nam nekdo, ki ga dojemamo kot del naše skupine, nekaj razlaga, ali pa nekdo, ki ga dojemamo kot tujca, ne? Kot nekoga zunaj našega kroga. Ker včasih, ko smo bili še pač v malo bolj manjših družbah, ne, je bilo to, da si bil izobčen iz svoje skupine, v bistvu smrtna obsodba. Ne. In zato smo tako močno razvili ta občutek, da želimo na vsak način biti del svoje skupine in smo pripravljeni tolerirati marsikaj, tudi to, da je Zemlja ravna, če to naša skupina trdi in je to bistvo naše identitete. Ne. Pa v bistvu tukaj pri teh skupinah, recimo ideoloških, zdaj opažam zadnja leta, da ne samo, da se grupirajo neke skupine, ki znanost zanikujejo, ampak tudi pri skupinah, ki se izrekajo kot ljubitelji znanosti, tudi pogosto nastopa neka oblike scientizma. V smislu, da vse, kar reče neki, recimo, avtoriteta, je z izpostavljenim področjem, recimo na fiziki, potem avtomatsko se lahko izreka o vseh področjih, tudi na družbi konec koncev. Yeah. In se po eni strani formira neko tako zanikanje znanosti, po drugi pa tako potrjevanje, ki si včasih mislim, da tudi zanikanje izhaja iz tega, da vidijo v glavnem te ljudi, ki bolj manj recimo slepo sledijo temu, kar neki znanstvena skupnost ali pa znanstveni krogi reče, da je prav, ali pa nekaj, čemu bi morali slediti. Recimo v času COVID-a, se mi zdi tak dober primer. Ne? Na nek način se je znanost postavila na ta položaj, pač mi bomo nekako to rešili. Imamo zdaj metode, samo pač počakajte, pa dajmo počasi to racionalno rešiti. Ne? Ampak se je izkazalo pač enostavno, to je ta kompleksen fenomen, ki še ga v sodobnem času nismo doživeli in je pač bilo treba pravzaprav na novo izumiti cel način soočanja. In mogoče to bil nek del tega, zakaj so se ljudje potem tako obrnili proti znanosti, ker so videli, da so to neke lažne obljube. Ne? Pa mogoče ne vem, recimo pri cepivih je bil taki primer, ne? Ko je na nek način so bile cepiva najprej obljubljena v teh, da bodo to maksimalno učinkovali, pa se je izkazalo, da pač so ene stvari učinkuje, včasih ne, in se potem toliko boljše ljudje zaradi tega vedenja, ki pa je vedenje znanstvenikov pravzaprav, ne. Torej, da se postaviš na to položaj vednosti in obljubljaš preveč, kot lahko mogoče zadovoljiš. S tem, da se tu verjetno velika vloga politikov, ki so predajali. Točno to, ne, ker v bistvu imamo primer Nove Zelandije, kjer je takratna premijerka direkt komunicirala z državljani ob podpori strokovnjakov za komuniciranje in znanstvenikov in so takoj naslavljali vse te probleme, ne? In so bili bistveno bolj uspešni kot v drugih državah, kjer so pač tako nasilno rekli, ne? Tako mora biti, pa se je nekaj spremenilo, pa tega niso razložili. Ne? Ker sama znanost je bila blazno uspešna, ne? Med obdobjem
epidemije. Če bi zdaj vprašali mimo idočega, bi verjetno rekel, da minilo je samo od sebe. Ampak to res, kar so uspeli narediti v zelo kratkem času, kako so tudi osebne zgodbe, če jih poznamo, kako so recimo prvo sekvenco genoma tega virusa spravili iz Kitajske ven, to pač ljudje so pač svoje življenja nekako dali na kocko, da so to lahko. In ko je bil na Twitterju objavljen, ne vem, par ur kasneje so znanstvenice v Angliji že imele sekvenco cepiva. Tako da ampak pač zakaj ljudje tega ne vejo? O tem se je veliko govorilo, ampak to ni mogoče zgodba, to je zgodba, ki pokaže, kako smo v bistvu bili vsi skupaj, znanstveniki niso bili neka druga skupina tam, vi elita, ki pač nekaj mislite, da veste. Ampak se je izkazalo, da so skupaj z drugimi ljudmi bili prestrašeni, delali maksimalno, kar se je dalo, in to je pač neka drugačna zgodba kot ta zgodba, ki jo propagirajo te skeptiki v znanost, ki pa nikoli ne rečejo, da so skeptiki v znanost, zmeri rečejo, da so skeptiki v etablirano znanost, oziroma tisto, ki jo neke elite propagirajo. In ta razlika med elitami in nami je pa temelj populizma in te polarizacije, ki pa je toliko značilna zdaj za našo družbo in ki se, kakor je pač, jaz vidim pač zdaj v Sloveniji, določene kar velike skupine v politiki iz ene in druge političnega pola propagirajo to polarizacijo, ker jim koristi. Ja. Z vidika občanske znanosti, kaj je potem način, kako razbliniti to polarizacijo, kako približati znanost ljudem, da ne bo to vrstne skepse? A je občanska znanost kot... Lahko mogoče razložiš nam. Občanska znanost v bistvu omogoča, da v znanosti sodelujejo vsi, lahko sodelujejo pri katerem koli koraku znanstvenega raziskovanja, lahko od tega, da imajo kakšno vprašanje o lokalnem okolju, katerega bi želeli odgovor, pa potrebujejo za to recimo okoljske znanstvenike, ki lahko zmerijo nekaj, ne vem, čisto zraka, hrup in kaj podobnega, lahko pa sodelujejo pri zbiranju podatkov, na nek način tako lahko človek, ki ni profesionalno izobražen v znanosti, vstopi v znanost in... Kako pa to zgleda v praksi? V praksi, mislim, najbolj preprost, pa najbolj pogost in tudi v bistvu zgodovinsko izhaja iz tega je božično štetje ptic, recimo, ko so ljudje v ZDA, so v bistvu je to Audubon Society spromovirala oziroma začela na način, da namesto, da so okoli božiča šli loviti ptice, so rajš prešteli, katere vrste imajo in potem imajo zdaj zbirko že več kot 120-130 let tega zbiranja v nekem obdobju, v decembru in januarju ptice po Kanadi in pa Združenih državah Amerike. In na dan način potem imamo tudi neke zelo dolge časovne vrste teh podatkov. To je najbolj tak. Greš na teren, recimo biologinje in spremlja živali, jih popišeš. Druge možnosti so velike tega, da se neka lokalna skupnost zbira neke zgodovinske podatke o svojem kraju in ga na ta način raziskuje. Zelo tako sistematično sledi vsem tem različnim znanstvenim metodam, ki je Sašo jih prej omenil, glede na disciplino. Hkrati imajo ponavadi še koga, ki je dejansko izobražen v znanosti, torej lahko skrbi za kvaliteto, za preverjanje, so ti podatki kvalitetni ali ne, za interpretacijo podatkov in podobno, da malo vodi, ampak največ je, najboljše je, tudi če nekako soustvarjaš ta proces raziskovanja, seveda s tem, da pa slediš nekim zakonitostim v znanosti. To definitivno je eden izmed načinov odpiranja znanosti. Vseeno pa ne bi vsega pritiska na to, da bomo rešili svet s tem dala na občansko znanost. Ker vseeno je treba vedeti, da ponavadi se to vrstnih projektov udeležuje na zelo majhen odstotek ljudi, ki so angažirani v znanosti že do te mere, in zelo težko je prideti. Če niso neke teme, ki se tičejo prav neke skupnosti, je zelo težko recimo priti ven iz teh naših ljudi, ki se jih že tako ali tako na nek način dosegamo. Ja, se to se me zanima glede komunikatorstva. Če imaš ti ljudi, ki se zaprejo pred znanostjo oziroma se že odločijo, to je neka skupina elit, ki nas zavaja, kako potem sploh komuniciramo z temi ljudmi ali pa prebijemo to mejo, ki se ustvari, ali politično, ali samodejno. Mislim, jaz bi tukaj vsem rekla, da je vprašanje, kakšen cilj. A mi želimo res, da vsi razumejo znanost, pa vejo, kako znanost deluje, ali mi želimo, da se grejo ljudje cepati. To sta dve zelo različni. Človeku ni treba poznati,
kako cepivo deluje in vseh podrobnosti, niti jih morda ne želi poznati, ne? Vseeno pa je pripravljen se zdaj iti cepiti za gripo, recimo. Ja, verjetno kljub gre temu, za to, da da ne ve tega. zagotovimo nek vpliv In to je znanosti na družbo. to je bolj povezano s to identiteto in s tem, kar je Saša tudi govoril, ne, o tem, da zelo pomembno je, da živiš v krogu ljudi, ki imajo nek, ne maram tega izraza, ampak ga bom uporabljala, znanstven kapital. Torej vejo, kako znanost deluje, ali pa znajo tudi ljudem okoli sebe predstaviti, kako znanost deluje na ta način. Ne? In s tem že, v bistvu nekdo si bo že s tem, da tej osebi potem zaupaš, ker je v tvojem bližnjem krogu, boš mogoče bolj verjetno še šel cepati. Ne? Druga stvar, ki je pri cepljenju ali pa pri teh vedenjih, recimo tudi vedenjih povezanih z bolj prijaznimi vedenji za okolje v času podnebne krize, ne? Je zelo v tem, a so nam ta vedenja dostopna. Ne? Danes smo govorili v času kosila, ne, veliko veganski, vegetarijanski prehrani proti mesojedi prehrani. Ne? In a so nam vedenja, da lahko prilagodimo recimo svoj jedilnik dostopna, so dražja, a je težji najti recepte za to vrstno, a je treba več razmišljati. Ne? Pri cepljenju je podobno. Ne? A v Angliji so imeli kar uspešen tisti prvi val cepljenja. Oni so, slučajno sem veliko med Združenim kraljestvom in Slovenijo, oni so v tistem obdobju imeli v četrteh vseh večjih mest avtobuse, ki so pač tam bili par ur, kamor se je lahko človek prišel cepati. Ne vemo, kako je bilo, jaz vem za primer Ljubljane, ne, je cela umetnost bilo pride do tega COVID cepiva, ne, ker si se mogel najaviti v center mesta, v bistvu se iti cepati. Tako da vse te težko je, eno je zaupanje v znanost, poznavanje znanosti, razumevanje znanosti in vse to, kar smo govorili, in ustvarjanje mnenj na podlagi znanosti, kar je super, jaz si tudi velik, da bi se veliko ljudi, ampak tudi, ko pogledamo recimo, zakaj se ljudje odločajo, za koga bojo volili na volitvah, podnebna kriza, ki je, mislim, trenutno meni, vem, da je skozi to temo ponavljam, ampak mene je res, mi je neprijetno in imam neko anksioznost, nek strah pred tem, kaj nas čaka v prihodnosti. Mislim, zdaj lahko gledamo posnetke iz Jamajke, kaj se jim dogaja zaradi ekstremnih vremenskih pojavov. Vemo, 2 leti nazaj smo imeli ogromne poplave, in to me skrbi, ampak ljudem vse to, kaj se bo odločilo na volitvah, je eksistenca, pač njihovo preživetje, ki je pač odvisno od tega, kakšno plačamo, in vse to veliko bolj pomembno, kot pa vse te naše znanstvene teme, o katerih tukaj govorimo. Tako da nekako vse, jaz, ko razmišljam o tem, pa o tem, kar delam, ne da je ločen te dve stvari, ampak nekako se zavedam, da ne bo prioriteta pri volilcih, razen če bo pač poskrbljeno za vse njihove potrebe pred tem, potem pa bo mogoče, zdaj pa si želimo. Ja. En problem, recimo, popularnega recimo, pogleda na to, kaj so dejansko razlogi za tem, da ljudi zavračajo znanost, je lahko identificiramo, moče v tem filmu, vsi smo ga verjetno gledali, Don't Look Up, ko prihaja asteroid in vsi zanikajo, nočejo gledati gor, zanikajo vso resnico te pretnje in ignorirajo. In taka ena kritika, s katero bi se kar strinjal tega filma, je to, da je zelo naiven portret ljudi, ki zanikajo znanost, ne priznava tega pojma hiperobjekta, tega dejstva, da so nekateri pojavi, kot recimo globalne spremembe, tako kompleksni in se raztezajo skozi čas in prostor na tak način, da preprosto ne vstopijo v življenje ljudi kot nekaj relevantnega. In dejstvo, da to postane relevantno za človeka do te mere, da se spremeni njegovo recimo politično razmišljanje, je dejansko tako težko doseči, da je v resnici veliko večji problem kot to, kot naprimer ta film nakazuje, da so preprosto naivni in neumni. V resnici niso naivni in neumni, ampak je nekaj globjega verjetno vzadaj, zaradi česa človek težko naredi, včasih težko sledi recimo nekim informacijam, ki zahtevajo kompleksnost nekega znanstvenega pristopa. Ja, mislim, da v bistvu sploh ni mogoče z nekom racionalno komunicirati, če te dojema kot predstavnika neke njemu tuje skupine. Šele ko skozi ljudi, ki jih nekdo dojema kot del svoje skupine, lahko zares dostopaš racionalno do nekoga. No. Razen v nekih skrajnih primerih, recimo pred parimi tedni je britanska paleoantropologinja, ki zdaj vodi neko kar zanimivo serijo o evoluciji človeka na BBC-ju,
zelo, zelo dobro narejeno. No, ona izvira iz starši so, mislim, da prišli iz Jemna, so bili blazno pobožni in so živeli v muslimanski skupnosti v Angliji in ona že kot 13-letni otrok začela bila pokrita, ne, in bila misionarka svoje skupnosti. In je verjela v kreacionizem in vse to, ne, bila čist prepričana, da se znanstveniki motijo glede evolucije, ampak oče vsem ustrajal, da so šli vsi otroci študirati. Ona si izbrala to antropologijo biološko in kot neko misijo imela je tudi možaki, ki so ji ga izbrali, ne, takrat že, in tako čisto je bila živela po verskih prepričanjih in pa je bila počasi soočena s tem, da ne more vreči, ne, ko je študirala trditev, ampak je bila zato trdim, omenjam ta primer, ker je ona imela tako trmo, želela biti konsistentna, da je potem v neki fazi dejansko priznala sama sebi, da se cela njena skupnost moti. Ne. Ampak tisto, kar je zanimivo, je pa, kot ona opisuje, pred kratkim sem poslušal en podcast z njo, kako je bilo to traumatično izkustvo za njo, ko je to spoznala. Zato, ker je to pomenilo v bistvu izgubila je večino prijateljev, moža, družina je sicer nekako potem podprla, ker vsem so bili bolj intelektualci, ampak strašno velik problem je imela in potem, ko je po 19 letih nošenja je bila pokrita, to dala dol, se je morala nekako na novo naučiti socializacije, stikov z moškimi, ker prej je bilo po njeni kulturi, vsaj tako ona opisuje, jaz ne poznam podrobnosti, ampak da bi se rokovala z moškim, ni bila opcija. Ne? In je v bistvu kot neka antropologinja potem po Londonu spoznavala, kako se sploh vzpostaviti na novo te sekularne odnose. No, zdaj pa vodi BBC-jeve oddaje o znanosti. Samo vprašanje, ni ona v manjšini glede tega, koliko je pustila temu intelektualističnemu? Pa tudi zelo močen moraš biti. Hkrati pa pravi, da brez podpore njenih bratov in sester ne bi zmogla tega, ker bi jo to zlomilo. Zdaj pa kaj pa poprečen človek, ki ni zmožen tega. Recimo radikalni ekologi, ne vem, če poznate to gibanje, pravijo, da v resnici racionalni argumenti ne bodo približali problematike globalnih sprememb človeku, ampak treba neka bolj mogoče umetniška ali pa izkustvena raven tista biti, ki odpre ljudem temu, da je narava neka vrednota po sebi, recimo jih peljati v gost ali pa jim pokazati, ne vem, ekofilma, veliko tega, da predoči gledalca z pojavom narave, tako da neko empatično vezenjo goji. In opustijo to racionalno raven popolnoma, naprimer, kot nek pristop. Zdaj v bistvu se zelo zmrdujemo nad temi influencerji, ne? Ampak to so ljudje, ki dejansko imajo mogoče, ki določeni deli populacije dojemajo kot ljudi, ki so, kaj vem, saj zanje verodostojni vir nekih informacij ali pa pogledov. Meceni in pokrovitelji. Pozdravljeni pri najbolj popularnem odseku najnega podcasta Meceni in pokrovitelji. In današnji sponzor oziroma pokrovitelj oziroma dobrotnik, ki je odstopil svoje prostore, da lahko mi to snemava tole epizodo. Ja, Univerzitetna knjižnica Maribor. In specifično smo danes v Glazerjevi knjižnici, ki je zelo lepa. Ampak povej mi, Aljoša, le kdo je bil Glazer? Janko Glazer, kdo je, sprašuješ Privoš? Ni problema, bom ti povedal vse o tem slovenskem pesniku, literarnem zgodovinarju, knjižničarju in uredniku, ki ga poznamo pod imenom Janko Glazer. Pod kod je on bil? Z Ruš. Z Ruš? To je naš.
Te je naš, ja. Leta 2019 smo postavili ta prostor z knjižno zbirko. Da je tu bral pa pisal. So ga vem, vrgli si više, premogli sem pisal. Janko Glazer se je rodil leta 1893 in je umrl leta... 1800. No, umrl je že pred 50 leti. Ja, v resnici točno pred 50 leti, leta 75, drugega. Ja, in 6 let nazaj smo postavili ta prostor. Tukaj je replika njegovega dejanskega delovnega prostora, ali ko je to? V bistvu, ne vem. No, če hočete izvedeti vi, pa se odpravite v Univerzitetno knjižnico Maribor. Glazerjevo knjižnico najdete tu zraven čitalnice, zgoraj po stopnicah. Lepo študiozno okolje. To so bili tokratni meceni in pokrovitelji. Meceni in pokrovitelji. Ampak nastaja pa tu za neko protislovje, ne, se mi zdi. Po eni strani je način, zdaj recimo ta primer njen konkreten, kako lahko približamo je tak, da ne vem, da se izobraziš. Ne? Pa se izobrazba je dejansko bila zelo veliki faktor pri tem, da so se ljudje vseeno zbližali z znanstvenim načinom razmišljanja. Torej po eni strani hočemo zaupati razumnosti človeka in njegovi zmožnosti za to, da se izobrazi in da se približa tovrstnim načinom gledanja na svet, ki torej niso, ne vem, religiozni ali pa fundamentalistični na različne načine. Po drugi strani pa se zavedamo, da so te spoznavne moči človeka omejene, ne? Da enega tega hiperobjekta, kot si rekel, pravzaprav niso zmožne za popas. Ne? In potem priješ v drugo stran, kaj pa če mogoče je dovolj samo, da se gre odcepiti. Mogoče pa ne rabim jaz za njemu razlagati, kako nova cepiva delujejo, ampak se mora samo iti cepiti. Ampak to pomeni, da sem jaz pravzaprav že obupal nad razumnostjo tega človeka. Kitajska. Jaz ne bi tega rekla v resnici. Mislim, zato, kar jaz vidim, mogoče ja, sicer v seminarju o komunikaciji znanosti bi jaz povedala, da vedno moraš razmišljati o tem, kaj je tvoj cilj. Enkrat je tvoj cilj, kar želiš komunicirati, oziroma kar želiš doseči dejansko sprememba vedenja. Sprememba vedenja v tem primeru je, nekdo se gre cepati. Velikokrat je cilj mojega komuniciranja zgolj navduševanje ljudi, oziroma recimo trenutno, ker vodim tudi oziroma sodelujem v enem projektu občanske znanosti, recimo tudi dvigovanje razumevanja tega, kako znanost deluje s temi občanskimi znanstvenicami in znanstveniki, s katerimi delujem. Vedno imam nek drug cilj pri teh mojih dejavnostih. In nikoli ni samo tako, mogoče pri cepljenju je dejansko bilo, želim, da bi se grejo ljudje cepati, pač to je sprememba vedenja in tam sem ugotovila, da ni treba, da jaz zdaj, mislim, več škode naredim s tem, da ljudem začnem, ki jih ne zanima, kako RNK cepiva delujejo, razlagati, kako RNK cepiva delujejo, kot pa s tem, da jaz pokažem izgled, le jaz sem se šla cepati, sem stara pač, kakor sem mlajša, sem in potem starejši ljudje to vidijo in pa so, ok, sej pa, kako pa je bilo, pa da delim te izkušnje cepljenja z njimi, saj po mojih izkušnjah sem več dosegla s tem, kot pa s komunikacijo tega, kako ni to bolj neko računanje na človekovo iracionalnost. Po eni strani soočamo upred temu polarizaciji, plemenom in vsemu temu, ampak po drugi strani pa hočemo k znanstvenemu vedenju oziroma k znanstveno utemeljenemu, dobremu vedenju spodbujati tak, da pravzaprav ljudi vabimo, samo imitirajte me. Ja, točno to rabimo. Na podlagi moje osebne avtoritete pravzaprav. Tudi jaz rabim nekoga, ki mu verjamem, ki mu zaupam, da mi pač potrdi to, da je pravilno, da sem se odločil, da sem se cepil. Jaz pač nimam dovolj, da bi sam prišel do te. Jaz lahko pridem do spoznanja, kdo je tisti, ki mu bom zaupal racionalno, ampak in to velja tudi za zdravnike, tudi oni sprašujejo drugega, pa vejo, on je pa večji strokovnjak za to področje, bom njega vprašal, kaj mi on svetuje. Ker samo ta znanstveni pristop se nikoli ne konča, racionalni zaporedje teh argumentov. Ti rabiš na koncu neko avtoriteto, ki zaupaš, za katero se predpostavlja v tvoji glavi, da ve, ki potem zaupaš in se boš potem tako odločil. Ampak ne to da potem iste legitimnosti ravno tistemu, ko pa reče, ta človek je strokovnjak recimo za trg in ve, kako deluje velika farmacevtska podjetja, on je moja avtoriteta za neke družbene
dejavnike, ki jih skozi to prizmo teh velikih manipulatorjev razlaga, torej bom jaz razumno sklepal oziroma razumel oziroma verjel te osebe, da se ne bom cepil. In kako zato premagamo to dvojno legitimnost nasploh ne ogromnost v tej zarodniški krogi. Težko. V tej zarodniški krogi se v bistvu, to mi je bilo fascinantno tekom COVID-a opazovati, nekako se je pojavljal ta vzorec, da so skušali sami znotraj pač teh teorij spostavljati videz znanstvene avtoritete. In podobno, ne vem, poznam ljudi, ki ogromne srbskih doktorjev, ne vem, dvojnih doktorjev, ne vem koliko znanosti, ki potem znanstveno, ravno to, kar si rekla, da si ti rekla, da pol nisi rajše delala, ker si videla, da je boljše, če jih enostavno z zgledom vabiš ljudi, ne, razlagajo točno strukturo, kako deluje ta molekula in na kak način to interagira. In očitno pa oni računajo na to, da to je učinkovito in dejansko na nek način je učinkovito. Prestrašite, ja. Ja, problem je pa, mislim, to je pa zdaj pač pseudoznanost, ne pa teorija zarote, tukaj imamo pa pač tudi znano celo to polje, ne, in je problem, da ponavadi imajo takšni ljudje nek velik interes, da to počnejo. Je to finančni interes ali pa neko njihovo, ne vem, da jim to toliko pomeni, da toliko ljudi jim zaupa, ne? In navdaja to z nekim, kaj vem, občutkom velike moči, ne? In te so nevarni, oni so zgled neke svoje skupnosti in če se to začne širiti, ne, sploh v polarizirani družbi, če to še politika povzame in začne na tem graditi nek politični kapital, je to zelo nevarno za družbo, ker so te emocije tako velike, ne, in če to pač nek mali delček družbe počne, ok. Ampak pri nas imamo pač po tej anketi, no, ki nas je vse šokirala, Eurobarometra, imamo kar velik del družbe, ki je zunaj tega našega balončka, ne, mislim, jaz ne poznam teh ljudi, ki so prepričani res o take trditve, da smo bili kar fascinirani. Ne? In to je del Slovenije. Ne? In tukaj pa mislim, da je naloga države, da poskuša nekako, kako bi rekel, smiselno, da se, ne? Tako kot je primer Nove Zelandije, ne? Smiselno nagovarjati preko mogoče ljudi, ki jim te skupine zaupajo, da, ker to, če jim rečeš, vi ste neumni, vi narobe razmišljate, ne boš nič dosegel, saj še dodatno jih boš počgal. Ne. Kako pokazati z neko sistematičnim pristopom preko ljudi, ki jim oni zaupajo, kaj so mogoče bolj trdna viri, da v bistvu te viri, ki jim oni zaupajo, ne, so v bistvu protislovni. Sej vsak strokovnjak z tega področja bo rekel, to je čista neumnost, ne. To je lahko v 5 minutah se uvržem. Če je Srbije. Ja, ampak za une pa nekaj čist drugega pomembno. Sploh ne racionalno razmišlja o tem, ampak je to, ja, da je mogoče pa bil tam 5 let zaposlen v farmacenski tovarni in je videl to od blizu in zdaj, ker je moj sosed pa ga pozna in je to nekako blizu, pač bo to sprejel, ne. In zdaj, kako to prebiti? In mogoče je zanimivo, izraelski primer, no, glede cepljenja, oni imajo tudi kupe enih tam raznih verskih skupnosti, ki se niso hodile cepiti, pa to. In so sistematično se lotili preko ljudi znotraj teh skupnosti, ki so jim zaupali, ker so najprej tiste prepričali, nekako strokovno. Tako misionarstvo. Ja, neko misionarstvo, ampak to je pristop, ki deluje in mogoče kaj so ti misionarji počeli? To me zanima. Na kak način so pridobivali? Ja, čist po moje, če ti nekdo zaupa, ja, če ti pa tako pač, kad si ti rekla, ne, pač babica pa te njeni prijatelji so, ko so Zarjo videli, ne, kaj je ona naredila, pa njo poznajo, so čez drugače dojemajo to cepljenje, kot ko so videli neki mogoče nekoga v beli halji na televiziji,
s katerim nima nobenega osebnega odnosa. Ne. To ni bolj to neka taka v bistvu, državna manipulacija. Ja, ampak formalno gledano. Ampak v končni fazi, če je podprta z neko pravo znanostjo, ne, zaupanja vredno, mislim, da ni druge možnosti. No. Vsi mi smo ljudje, smo mi povsem racionalna bitja, ne vem. Ja, ne, jaz samo, nisem. Ja, definitivno je pomembno. Filozofi smo. Pač, tako imamo, recimo, ko ste omenili, ne, potem posameznike, recimo znane osebe, ki potem v času COVID-a so dali na Instagram, cepil sem se, da so potem sledili ta zgled. Potem smo imeli drugi pol te znanje oseb, ki so pa začeli proti zagovarjati in so potem tudi analogne argumente dali v smislu, to je neki interes zasebnih korporacij, ki vse lahko njim to koristi, da vsi to verjame in tako dalje. Torej so se na obeh straneh neki analogni argumenti v resnici spostavili in potem edini način, kako ena prevaga drugo, tako zdaj se mi sliši, kot da v resnici na koncu dneva potem to ideološki boj med proznanstveno pa antiznanstveno kliko. Oziroma med elito in rajo. Ja, ampak tudi te, ki so kao proti cepljenju, oni si imajo za znanstvenike, za relevantne, celo bolj, ne, kot te elitni, ki so vsi prodani farmacevtski. Ja, kao ta mit osamljenega genija, ne? Neodvisni znanstveniki, ki dejansko so pravo znanost odkrili in tam nekaj obrača in so dokazali, ne vem, da cepiva ne delujejo. Ne. Ja. Na začetku si rekel, ne, da je ful nevarno, če se spostavi ta opozicija, da je to neka elita, neka slonokočena elita, ki potem narekuje navzdol in potem in je pol polarizacija. Ampak zdaj smo prišli do tega sklepa, da ljudje nismo racionalna bitja, ampak če je pa utemeljeno na znanosti, pa je država upravičena do tega, da bi sto ljudi manipulira in indoktrinira. Torej imamo spostavljeno elito, ki lahko določa državljanom, na kak način morajo ravnati, oziroma v kaj jih lahko zmanipulira. Znanost je sistem, ne, ko smo rekli, pa znanstvena skupnost je način, kako vrednotimo ideje. Ne. V bistvu najboljši način, ko ga imamo, zdaj že par sto let zelo dobro deluje. In to je način, kako razloči zanesljive ideje od nezanesljivih. Sicer ni tako, da pač včasih traja nekaj časa, da znanstvena skupnost neko dobro idejo sprejme, kaj je mogoče to kot štekana, ampak v končni fazi potem je to neka pot, ki je jasna in cel naš razsvetljenski sistem delovanja države, inštitucij temelji na tem, da je to neka prava pot do preverjanja, kaj drži, kaj ne. Znanstvena skupnost, ki potem tudi preko univerz, šolstva, vsega tega je preslikana v neko hierarhijo družbe, v neki urejeni, rečemo, te moderni državi. Ne. Samo razsvetljenski model temelji ravno na tem, da smo vsi razumna bitja. Ne. To je Kantova zamisel, da vsak si lahko drzne misliti in slediti temu znanstvenemu procesu. Zdaj smo tu vrahli protislovje. Po eni strani pravimo, da naj se družba ravna po tem razsvetljenskem znanstvenem modelu, po drugi strani pa privzemamo, da niso izpolnjeni minimalni pogoji, da bi lahko bila družba racionalno urejena, ker ljudje niso dovolj racionalni. Ne, pač vsakdo ima možnost sodelovati v znanstveni skupnosti. Samo mora formulirati svoje ideje kritiko na ta način, da ga pač znanstvena skupnost je zmožna te njegove, mogoče, če so res dobre ideje, sprocesirati in on je, ali pa ona mora biti pripravljena sprejeti to kritiko. Ne? In večina teh novih Galilejev in Galilej, ki mislijo, da so nekaj odkrili, pač imajo občutek, da so nekaj novega, pomembnega naredili, ampak ko to znanstvena skupnost premelje, se ugotovi, da mogoče pač so se nekje zmotali. Ne? Imamo pač pri nas tudi se izhajajo neke knjige ljudi, ki mislijo, da so da Einstein ni imel prav in nekaj tacka. Ne? Ampak to je pač strokovnjaki to vržejo tako v 5 minutah, ampak problem je, da te ljudje tega ne slišijo, nočejo slišati. Ne? Predvsem pa ne slišijo ljudje. Torej, ja, ampak ni treba, da državljani to slišijo. Ne? V bistvu znanstvena skupnost
zna nekako formulirati ta znanstveni konsens in konsens je v bistvu produkt znanstvene skupnosti in to je utemeljeno znanje. Ne? Najbolj utemeljeno znanje, ki ga lahko imamo kot človeštvo. Ne? In tukaj zdaj, če največji... Znanje, ki je zelo spremenljivo tudi. Ne? Ja, ampak to je najboljše, kar ne vem, če, mislim, vse gradi in nadgrajuje, ampak ni tako, da bi kar iz A v ne A šlo. To se zelo redko zgodi. Ne? Ampak... Če primerjamo recimo z neko religiozno resnico, drži že od bibličnih časov. Ne? To so neke zapovedi, ki so postavljene in vlogo, ki jo igrajo v življenju ljudi, je trdne resnice, ki so nespremenljive. Ne? Ja. Znanost že po svoji naravi mora se prilagajati, mora nove stvari odkrivati, mora korigirati se ves čas. Ne? Kar pomeni, da ta vednost je utemeljena, ampak na zelo fluiden način. Ne? Ves čas se ti gradniki malo menjujejo. In zdaj recimo, če pogledamo en tak konkreten primer epidemije, ne, so se res zelo hitro so se stvari dogajale. V enem trenutku se je zdelo, da bo to super rešitev, pol je Švedi so nekaj čist drugega delali, pol oni delajo spet nekaj drugega, zdaj to cepivo na ta način deluje, pol pa več ne, deluje tako malo drugače. In kako zdaj ne točno ljudje to kakorkoli temu sledijo, razen spet ta obupamo od njihove racionalnosti in rečemo, just do this. Ja, zato se to zelo potenciralo, te razlike. Ne, pa, drugače, zares je pač sama znanost zelo hitro dojela, kaj je problem, kaj treba narediti, kako to nadgrajevati, ampak vem, da pač so bili zelo veseli znanstveniki, ko so dobili rezultate prvih teh kliničnih študij cepiv, ne, ker so bila zelo učinkovito, vsaj na tiste prve variante virusa, ampak virus je naravi virusa, da pač sploh tacga, kot je ta, da se hitro spreminja, pač ni bil več toliko, je bil drugačen, ne, in ta cepiva niso več tako idealna kot na začetku. In vse to ni nekaj zelo zapletenega za dojeti, ampak če hočeš videti, vi znanstveniki nas pa zafrkavate klele, ne, želite, da nosimo maske, pa to ne. Ampak če vprašaš zdaj ljudi, ki imajo dolgi COVID, ne, ki blazno trpijo zaradi tega, ki se jim je življenje podrlo zaradi tega, ne, tudi v Sloveniji imamo kar veliko, ne, oni bodo pa čez neko drugo zgodbo povedali. Ne. Ampak verjetno isto ljudje, ki boš vprašal, ki imajo posledice zaradi cepiv. Ne. Boš našel tudi ogromno nekih zgodb, ko da rekli zaradi cepiva, ne vem, ono bolezen dobo, to bolezen dobo. Ne. Tako da je spet na obeh straneh, mislim, spet je polarizacija. Ne. Seveda, in zato je to in eno resnico, na nek način smo vzpostavljeni, ta ljudska resnica, kako si ljudje interpretirajo stvari. Na drugi strani pa zdaj ta elitna znanstvena resnica, ki jo hočemo mi zdaj na nek način dokazati, da je vseeno tista, ki jo lahko Izrael gre v stanovanja, pa se tam šunja pribavec izraven in jo prepriča, naj gre se cepiti. Ja, kaj pa največji problem, ker mislim, da pa si treba oglašati, je, ko pa nekdo z pozicije avtoritete širi napačne informacije, kar ni recimo, kar je očitno v nasprotju z konsenzom znanosti na nekem področju. Kar se je tudi pri nas dogajalo, da so ljudje z univerzitetnimi profesorskimi nazivi govorili neumnosti v javnih medijih. Ne. Tukaj pa mora definitivno stroka odreagirati, pa mislim, da je bila še premalo jasna. Ne. In mislim, da to je pač zmeri problem proti svojemu kolegu nekaj reči, ne. Ampak mislim, da je pa to naloga ljudi, ki so na takih pozicijah in so plačani iz javnega denarja, da so zelo jasni glede tega in tudi odreagirajo strokovna združenja. In tukaj se mi zdi, da je pa razlika med državami, ki so mogoče malo naprej glede tega sledenja razsvedenski paradigmi in pa mogoče nam, ki smo sicer zelo znanstveno razviti, sem glih v tem družbenem širšem dojemanju pomena strokovnega oglašanja pa malo falino. Če se moče lahko malo vrnem k vprašanju samega komunikacije nekaj znanstvenih resnic. Že Platon ima to prispodobo, recimo v demokraciji imaš ljudi, ki so v bistvu, ko jih gledaš kot celota, kot neka, on pravi, pobesnela žival.
posluša enega retorika in drugega in v resnici ne brska za tistim, kar je res ali pa prepričljivo ali pa gre po neki logični poti, ampak tistemu, ki najlepše maziri naša ušesa. Prirezovalce. Ja. In v tej situaciji, oziroma da prvo vprašam, recimo vprašanje naše epizode je, koliko ljudje naj zaupajo znanosti, koliko pa znanstvenik zaupa v ljudi, koliko sploh zaupamo še v racionalnost nekega poprečnega konzumerja novic, da bo dejansko dojel, se pusto prepričati neki strogo znanstveni razlagi brez nekih retoričnih sredstev ali pa recimo nežnega drezanja ali pa manipulacije. Ampak če pogledamo recimo podatke, koliko ljudi verjame v podnebno krizo oziroma podnebne spremembe, so odstotki pač 70-80%, večina ljudi nima nobenih težav s tem. Pol kakšne ukrepe, pa kaj bi sprejeli, pa kaj so oni pripravljeni, pa se malo spremenijo številke. Ampak načeloma, mislim, tudi prej, ki je Eurobarometer je omenil recimo, če pogledamo v Sloveniji, koliko ljudi verjame, razume, kako deluje fotosinteza, imamo nek bizarno visok odstotek, ne vem, nad 95%. Res smo odlični v tem. Res smo odlični v tem. Potem pa pride do tega, kjer so pa farmacevtska podjetja vključena noter, tam pa v bistvu pri teh trditvah pa pade to, kar si ti prej omenil. In tukaj bi jaz vseeno rekla, da mogoče ena pomembna stvar je, da ko komuniciramo znanost, je tudi treba povedati o napakah, ki jih je znanost naredila v preteklosti. Mislim, dogaja se, jaz se zdaj spomnim tistega zdravila, ko so ga dajali nosečnicam za slabost v nekaj tasga. Kako je ime, v 50-60 letih, ni bilo ogromno škode narejenega iz tega, ker pač niso dosti hitro povezali. Tako da so bile, evolucijska antropologija, recimo v začetku 20. stoletja je polna evgenike in teh zadev, rasističnih in tega. In o tem je treba govoriti. Mogoče glih antropologija je eno tako področje, ki je imelo neko to, kako bi s tem rekel, prevetritev, ne vem, kako ne temu rečemo. In dejansko je to pomembna zadeva, ki jo moramo tudi komunicirati, da znanost tudi naredi napake, ampak se na njih naučimo najboljše popravljalne mehanizme, kar jih do zdaj poznamo. To, kaj je bilo tvoje vprašanje, zdaj mislim, da sem malo zašla že v tujeno. To glavno, koliko potem verjamemo v človeka, da bo zmožen to komunikacijo dejansko sprejeti v neki čisti, ne manipulav. Da bo razumen. Šolski sistem temelji na tem, da so otroci lahko sprejemajo to znanje, ki ga je, cel ta razsvetljenski sistem znanosti ustvaril. To se uči v šolah. In zdaj lahko se pa pogovarjamo o tem, kakšen je najboljši pristop v šolah. In tukaj pri nas opažam, da se mogoče preveč vse faktično pristopa in preverja znanje, in potem so ljudje dobri v teh faktičnih vprašanjih, kot glede fotosinteze, nimajo pa ponotranjenega tega znanja. Da bi si znali to nekako predstavljati bolj realno in bi znali potem umestiti tudi to novo znanje, ki pride, da se pač virusi spreminjajo, kako cepivo, v bistvu, da je pomemben. Cepivo je zgor nek približek tega patogena, na katerih se naš imunski sistem trenira, in je zelo odvisno tudi od nas samih, kako bomo odreagirali na to. In tako vedenje je pa nekaj drugega kot zgolj faktično vedenje, ki ga mogoče naša šola preveč poudarja. V bistvu je sistem zastarel, informacija imamo zdaj. Dejansko si moramo tukaj malo zamisliti in mogoče spremeniti, da je več mogoče, zmeri dajem ta primer, ki sem ga pred mnogimi leti, ko sem bil na obisku pri enih znanki v New Yorku, ki je imela otroka v šoli Združenih narodov. In tam pri zgodovini se niso učili podatkov, ampak so morali otroci pripraviti vsaki temi neko poročilo. Recimo, ta deklica je
pisala, takrat, ko smo se mi pogovarjali, pismo, ki ga otrok od Džingis Kana piše domov iz teh potovanj in je moral to potem naslednji dan predstaviti drugim, ne, otrokem. In to je čist nek drug način, kako se to znanje usidra v glave otroka, kot če bi se naučila na pamet, v katerih krajih je bil, pa kjer so letnice. Ne? In bi znala to mogoče čez 30 let nazaj recitirati, pojma pa ne bi imela, kako to umestiti, neka občutka dobiti. Ne? In to je tisto, kar bi moral tudi šolski sistem bolj gojiti, ne? Pri vseh predmetih. Kaj točno? Ja, kaj je skupni imenovalec vseh teh zdaj pristopov? Ja, da je več, recimo, da ni razumevanje samo to, da sploh ni to razumevanje, da znaš ti neke definicije ponoviti, ampak da znaš to znanje nekako uporabiti pri nekem izdelku, ali to najbolj bazično je, da narediš neko poročilo, pa ga predstaviš drugim, ampak lahko imaš kup nekih nalog, ki so lahko na koncu tudi ocenjene, ne? In se preko tega preverja znanje. Tako več znancev, ki so imeli otroke v teh najboljših šolah v tujini, mi je govorili, da ocenjevanje vsaj v osnovni šoli pa ni bilo nikoli v spredju. Te ocene so bile upisne, na koncu starši dobili neka poročila o tem, kaj otroci so naredili, kako so dobri, ki imajo morda težave, tudi neke ocene so bile, ne? Ampak ni bilo tako, zdaj ti da 5, neko rangiranje, ne? Pa to. Ampak cilj je bil, da dobijo neka veščine, neka znanja, ki jih znajo dejansko uporabljati, ne? To je tisti cilj neke dobre šole, ampak zato porabiš tudi zelo dobre učitelje, ne? In je treba jih posebej nadgrajevati, spodbujati, da pristopajo k učenju na ta način in morajo imeti možnost to početi. Nekaj zdaj so zelo vezani, kar mi pač učitelji govorijo, na neke zelo natančne programe, ki jih morajo izvesti, in to pa, če ne izvedeš, pride inšpekcija, pa ne vem, te kaznuje. In cel pristop se mi zdi, da bi bilo treba nadgraditi, ker dejansko imamo slabe rezultate. Ne? In tukaj pač neke prave refleksije našega šolskega sistema žal ni. Ne? Imamo neke zelo dobre učitelje in lahko imamo srečo, da smo mi ali pa naš otrok dobil te učitelje in so jih naučili veliko, ne glede na ta pristop, ali pa se sami naučijo veliko. Ne? Ampak v povprečju pa ljudje, tudi glede na rezultate tega Eurobarometra, nimajo dobre osnove, ne? In pa so bolj dovzetni na vse te traparije, ne, o katerih smo govorili. Ampak je samo ta neotečenost v neke, neotečenost v to, kako usklajevati neke podatke, tisto, ki ljudi potem premakne v neka alternativna gibanja, ker naprimer zdaj sem po dolgem času v stiku z številnimi sošolci za srednje šole, ki jih imam za zelo razumne posameznike, za zelo inteligenten posameznike, ampak se prepoznava radikalno na smeri take protiznanstvene pozicije in zanikajo od znanstvenega konsenza do avtoritete znanstvenih skupnosti. In seveda, če se spustim v debato o tem z njimi, bodo imeli številne neke študije, knjige, načine pogleda na te stvari, s katerimi bo to racionalno argumentirali. Kaj bo potem za teme? A so preprosto v zmoti, oziroma očitno jim ni pomagala ta sposobnost racionalnega mišljenja, da bi prepoznali metodo znanosti kot tisto najbolj zanesljivo. Imamo veliko primerov teh diplomiranih ljudi z doktorati ali pa še kaj več, ne, ki zaidejo v te vode. Ne. Ampak to je, se mi zdi, glih težava celega tega razsvetljenskega modela, ne, ki tudi recimo Steven Pinker pa ta krog znanstvenikov zelo zagovarjajo, torej razsvetljenstvo kot neki ideal, katerem se mora družba vedno znova vračati. Ravno to, okrog česar se zamislim, da se ves čas malo vrtimo. Ne. Po eni strani, zaupajmo v razumnost človeka, razupajmo v to, da ga lahko izobrazimo tako, da bo znal uporabljati svoj da se bo znal neke podatke pridobivati, da bo znal to potem usvojiti, da ne downloada samo nekih informacij, ne.
Po drugi strani pa smo vedno znova opomnjeni, da kljub tej izobrazbi ljudje potem zapadajo v prepričanja, ki niso skladna s tem in se grejo v nek čist drug način razmišljanja in po drugi strani družbene dogodke, ki nas prisilijo, da zaradi tega, ker ljudje niso dovolj izobraženi ali karkoli, da počnejo stvari, ki so v nasprotju s tem, kar znanost misli, da je trenutno za družbo najboljše. In jaz se sprašujem, mogoče kaj ti meniš? Zdaj, Sašo, ti vem, da si kar naklonjen temu razsvetljenskemu modelu, kaj pa ti recimo meniš, tudi si okrog radija študent, pa mislim, da tam so malo bolj skeptični do tega razsvetljenja, kaj je že Enlightenment Now, to je, mislim, da Pinkerjeva zadnja knjiga. Kaj bi rekla? So res skeptični. So res skeptični. Ne vem. Mislim, do tega scientističnega modela, pa Stevena Pinkerja, mislim, da je kar neke skepse, vsaj v teh bolj levih krogih, pa mislim, da radio študent je pa navadni povezan. Zdaj si te pahno v neko brezno. Nekaj, ki ne morem komentirati, ker ne poznam. Nazadnje, ko sem Stevena Pinkerja brala, je bil od ta Mind, je neka knjiga Mind, njegov naslov, po mojem, tako je 10-15 let stara zadeva. Tako da zdaj pojma nimam, osebni pogled, mislim, kaj vidiš torej na to razsvetljenski ideal, pa to razumnost. Lahko v to zaupamo? Jaz ne mislim, da smo mi neka blazno razumna bitja, no. Čisto v resnici. Smo lahko pod določenimi pogoji, ne? Ja. Ampak se moramo zelo truditi, da so te pogoji vzpostavljeni, ne? Ja, pa pogosto niso od nas samo odvisni. Ja. Po moje je to odgovor, no? Da je treba zelo se truditi, tudi da znanost dobro deluje, se moramo vsi zelo truditi. No? Ta nek subjekt znanosti, ne, kot nek razumski subjekt brez kakšnih drugih lastnosti, to je nekaj zelo abstraktnega, kar se moramo truditi, da vidimo samo ideje nekoga, ne, in odmislimo, kdo je tisti, ki jih izreka. Ne. Zato je treba velik napor, ampak znanstvena skupnost in cela ta tradicija znanosti je nekaj najboljšega, kar je človeštvo uspelo razviti, da to realizira. No. Mislim, jaz bi mogoče to dodala, no, poleti sem imela eno recenzijo na Radio Študent, ene knjige Feminism in the Wild, ki govorijo o tem, kako, o tej raznolikosti v znanosti, pa kako je pomembna, no, tudi zato, da dobimo. Ne. Jane Goodall, ki je nedavno preminula, ne, je povsem spremenila razumevanje primatologije, ne, zato, ker je pač prinesla to čisto drugačne metode, čisto drugačen pogled, čisto drugačne vprašanja, kako pač preučevati šimpanze in nam odprla v vedenjski biologiji neko čisto novo področje, ne. In na srečo je bila biologija dosti odprta za to, na nek način, da je to potem pač postalo ogromno tega na področju vedenjske biologije. Mogoče še ena stvar je, da znanost tudi ne daje končnih odgovorov, ne? Vedno govorimo o nekih verjetnostih, o nekih ki je pač lahko verjetnost 99%, ne? Ampak pa v negotovostih, na to sem hotela omeniti. Ne? In kdaj mi ne znamo, mislim, prva stvar je, da te ljudje, ki so prejemniki, ki jim nekam sporočajo, negotovost je neprijetna stvar. Ne? Pač ne maramo biti v negotovosti. Ja, Biblija, zato je Biblija. In zato iščejo pač odgovore v nekih alternativnih znanstvenih knjigah, ki pa z gotovostjo trdijo določene zadeve. Ne? Medtem, ko bi pa nekdo, in ko tudi govorimo o negotovosti, je zelo pomembno, da povemo, kaj vemo, nekaj zagotovo že vemo, ne? Z zelo visoko verjetnostjo, ne? Česa ne vemo, pa tudi mogoče kdaj bomo zvedeli, oziroma kakšne metode uporabljamo, da bi nekaj novega zvedeli za neko področje znanosti, recimo pri cepivih. Je to bilo ali pa pri novih različicah COVID-a, je to posebej. Ne? Vedeli smo, da nova različica je, vedeli smo, kakšne simptome ima, mogoče nismo pa vedeli, kako hitro se širi. Ne? In zato, ker enostavno ni še minil 3 tedne, da bi videli, kako hitro se širi. Pač, kdaj rabiš to časovno komponento tudi. In samo ustrajati pa pač ljudem razlagati vse te, imeti ta bolj dialoški način znanstvene komunikacije pa sodelovalni, ker smo danes že, v tem pogovoru nismo govorili, ampak prej je mogoče celo bolj uspešen kot samo neko širjanje informacija. Pa tudi to, kar si prej omenila, da v bistvu dobra znanstvena komunikacija, mislim, komunikator, tako zelo čudno mi je to poimenovanje, nikoli se ne morem identificirati z njim komunikator znanosti. No, to mi sploh mi ni blizu, ampak to se zdaj uporablja. Kakorkoli že to poimenujemo, ne, ključno je, da je to neka oseba, ki zna dojeti nek znanstveni konsens, dojeti njegovo negotovost,
trenutno formo in na podlagi tega tudi mogoče ovrednotiti kakšna stališča, ki prihajajo iz znanstvene skupnosti, ki so v neskladju s tem. Ne? In to je tisto, kar je presenetljivo težko strokovnjakom zdaj iz njega področja. Ne? Oni, tukaj sploh ni dileme, a vejo ali ne, zelo dobro, to so zelo inteligentni ljudje, zelo dobro vejo, kaj, kdo, kje neumnosti kvasi, ne? Na strokovnem področju ali pa tudi v javnosti. Ampak da bi to eksplicitno povedali, to pa ne. Zakaj ne? Zato, ker on bo pa mogoče v mojem, ne vem, komisiji za zagovor doktorata, ko bom docenturo vložil, bo tam. In dejansko je to velik vpliv, ker sama dva sva tudi že velikrat bila deležna tega, ne, da se oglasiš, imaš dejansko prav. Ampak ti pusti to neko sled na tvoje dejavnosti znotraj akademske znanosti. Ne. In to večina ljudi, ki deluje znotraj, pač je dosti inteligentnih, da ve, da je to neka bitka, ki se ne bodo šli. Ampak je pa zelo pomembna za delovanje same znanosti, za prikaz znanosti v javnosti. Zato bi moral cel sistem to močno podpirati. Zato, ker je to nekaj, kar je tuje po naravi človeka, večini ljudi, da bi javno povedali nekaj, kar je brez dvoma resnično, ne, ampak se s tem nekomu zameriš. Ne. Če gledamo recimo prehod iz srednjeveškega scholasticizma k Descartu, ne, pa tudi k Baconu recimo. Ne. Scholasticizem je bila v bistvu neka poteza precej podobno sodobni znanstveni skupnosti, zaprt slovno-koščen sistem in potem imaš kvečemo neke mogoče danes kanale, kjer se to sporoča v javnost. Ne. Potem pa pride Descartes in Bacon se oba se v bistvu naznanjata kot služabnika ljudstva. Ne? Nista več služabnika neke akademije, neke scholastične institucije, ampak dejansko neposredno komunicirata z ljudmi. Medtem ko danes, pa vprašanje je, koliko znanstvenikov sploh to zanima. Ne? Mislim, tudi že verjetno čisto po osebnosti, ima se kateri znanstvenik bolj tak študiozen tip, rad se v knjige zabubi v eksperimente in potem niti ne pride nikoli do ljudi. Ne? Tako da ljudje niso kle pravi cilj. Ne? To je, recimo, zmeri ta mit Galileja nekaj pač na noga odkril, pa ga cerkev ni upoštevala. Ne? Ampak to je mit. On je v bistvu, ko je imel te ključna opazovanja z daljnogledom, ko je odkril, da v bistvu so gore na Luni, da ima Jupiter satelite in podobno, je to opisal v knjigi, ki je objavil v latinščini, ki jo je v bistvu učeni svet takratne Evrope sprejel takoj. On je bil zvezda jezuitov, ko je šel v Rim. Vsi so gledali skozi njegov teleskop in so bili, takoj so sprejeli to, ne, vse argumente. Ni bilo tega, da bi znanstvena skupnost takratnega zavrnila. On je imel probleme s cerkvijo kasneje zaradi drugih stvari, ne, ki se je zameril papežu, pa so pol papež pritisnil, da so ga preganjali. Ne. Malo podobno, kot bi zdaj kakšni pač ljudje, predsedniki pritisnili na preiskovalne organe, da koga preganjajo. Ampak sama znanstvena skupnost ga je pa sprejela. Ne. In to je mit, da zdaj Galileo ni bil sprejet. Ne. In to hočem reči, da ni tega, kako bi rekel, da so te skoki paradigem pa to, vse se dogajajo, recimo tektonika plošč je bil velika zgodba v zgodovini znanosti, ki je dolg časa trajalo, da so jo geologi sprejeli, ker je bila tako čudna, čeprav so bili dobri argumenti za njo. Ampak v končni fazi so jo pač sprejeli, trajalo nekaj časa, ampak jo je skupnost sprejela. Ampak to je neki ekstremen primer, mislim, da 50 let od prvih idej, ki so bile že zelo dobro formulirane, do tega, da je večina geologov to sprejela.
je trajalo. Ne. Okay, kako je zato povezano z tem elitističnostjo in salonkoščenostjo? Mislim, da je pač bilo bolj povezano z neko skupnostjo nekih geologov ameriških, ki so bili zelo negativno nastrojeni do tega, pa so bili zelo močni. Ne. In sama skupnost ni bila dovolj raznolika, da bi bilo več teh nekih... v končni fazi pridemo do tega, da človeškega elementa tudi v samih znanstvenikih. Ne? Da, če je tvoja identiteta osebna vezana na neke teorije, boš to teže sprejel. Ne? Ampak cela skupnost mora biti zgrajena tako, da čim bolj minimalizira te specifične človeške pomanjkljivosti, da dobro deluje. Ne? In zato to je tudi cilj neke moderne države ali pa cele človeške družbe, ne, da formulira, da poskrbi, da znanstvena skupnost tako deluje, da je čim bolj minimalizirati človeške dejavnike. No. Po moje. Jaz bi tukaj sem to dodala, da znanost je tudi en sistem. Mislim, mi tako zdaj nismo čisto definirali. Eno je poklicni znanstvenik raziskovalec, ki pač dela kot in more, da sploh lahko napreduje, mora objavljati članke, ima neke pogoje, in tega ne bomo zdaj odprli, ker bomo lahko pa še 2-3 ure, ampak dejansko znanost je nek sistem, ki deluje v okviru širšega družbenega sistema, in to ima tudi v bistvu vnaša v znanost neke pomanjkljivosti. Neke raziskave bi lahko trajale veliko dalj časa, kot trajajo, pa bi bile veliko bolj kvalitetne, ampak niso, ker pač ni financ za to, da bi jih izvedli. Na nekatere načine neke fenomene ali pa neke spremenljivke merimo na nek način, zato ker take metode trenutno imamo, nismo še razvili boljše metode za spremljanje te spremenljivke. Znanost ima tudi ogromno nekih teh omejitev, pa vseeno obstajajo znanstvene študije, pa se objavljajo, tudi če niso dokončne, ker so del tega sistema. Vedno je nekako del nekega širšega. Tudi znanstvenica, ki nekaj dela, si vedno zastavlja neka vprašanja ali pa izbira metode, ki so njej blizu zaradi njene identitete, njenih vrednot, tega, kako je odrasla kot znanstvenica in kje je. In to je vedno treba se zavedati, da tudi znanstveniki, znanstvenice niso povsem racionalna bitja in nimajo nobenih teh pristranskosti in ničesar podobnega. To je treba pač nekako sprejeti in potem se odločiti glede nekih vrednot, ki jim bomo skupaj sledili in jim skupaj sledili in na podlagi njih živeli ali pa oblikovali naše življenje. No? V nekem smislu je ravno tu potem ta konflikt, tako kot si rekla, da je v bistvu znanstveni sistem je povezan z družbenim sistemom. In po eni strani imamo zdaj pač neko znanstveno sfero, ki ima svoje probleme, ki tudi delajo težave, ampak ima neko metodologijo, ki nas privede do relativno utemeljene vednosti, zlasti primerjavi s tem drugim. Ampak imamo pa, mislim, da več kot dovolj dokazov, da nekaj se zalomi pri tem prevodu te vednosti v vsakdanjo vednost, v to, kar ljudje vejo, da se ljudje potem obračajo k raznim alternativnim teorijam. Do te točke, da moramo enkrat reči, človek ni dovolj razumen in ni dovolj, potrpežljiv, ni dovolj sposoben uporabljati svojega uma, da bi te informacije znanstvene sploh predelal, tako da je treba preprosto reči, to je treba narediti in na nek način nehati računati na razumnost človeka. In se mi zdi, da vseeno zdaj pač spet vrnemo k temu izvornemu, verjetno izzivu komunikacije znanosti. Kako zdaj doseči ta prevod, da se bo to dogajalo. In mislim si, prej si začela govoriti dialoški pristop, ki ga zagovarjaš v primerjavi z tem, da zgolj razlagaš, kako deluje fotosinteza. Kaj je ta dialoški pristop? Mogoče lahko tako malo orišeš, kaj si imela s tem v mislih. Kaj to je? Mislim, kjer vse ljudi, ki jih kakorkoli zanima znanost, pa do katerih želiš priti, vključeš v ta proces prevajanja znanosti. Saj v to, da jih vprašaš, kaj njih zanima, kaj želijo vedeti. In jim odgovarjaš na potem podprto znanostjo na njihov način, da nisi samo ti tisti, ki pač napiše članek za nekaj, ampak da tudi dejansko iz njih izhajajo vprašanja, kaj jih zanima in kaj želijo vedeti. In na nek način, ali pa pač okrogle mize konec koncev, kjer lahko vsi sodelujejo, ali pa neki centri znanosti, kjer lahko kdorkoli sodeluje in sprašuje in raziskuje znanost. Treba pa tudi tukaj paziti, ker določeni ljudje pa izkoriščajo ta dialoški pristop. Te moraš pa
tako zelo jasno odstraniti. Ne. Ali je to, da jih blokiraš na družbenih omrežjih, ne, ali pa da jih pač jim fizično ne pustiš zraven na okrogle mize, ker imajo drugačen interes. Ne. Oni pač prodajajo neko svojo in pa niso pripravljeni na dialog. Tisto, kar je minimalno, ne, je, da imaš neke skupne vrednote, tako kot v demokraciji v končni fazi. Ne moreš pač imeti demokracijo z nekom, ki bo prišel na oblast, pa vse pobil. Ne. To pač ne gre. Ne. Moraš imeti pač se strinjati glede osnovnih vrednot, pa se pa lahko razlikujemo, ne. In imamo demokracijo v tem, da tekmujemo, katero verzijo ukrepov bomo izbrali, ampak to so neke dokaj minimalne razlike, ne? Če gledamo na cel spekter možnosti. Ne? In v demokraciji je mogoče še toliko bolj pomembno, da so ljudje izobraženi, ki v končni fazi imajo veliko možnost vplivanja na skupne odločitve preko referenduma in volitev in vsega. Ne? Zdaj, če so ljudje močno zavedeni v neke teorije zarote, ne, lahko to zelo sesuje celo delovanje demokratične države, kot lahko zdaj vidimo zadnje čase. Ne? Jaz bi sem nekaj še dodala pri tem dialogu, da se ne bomo narobe razumeli. Nikakor ni to nek pro et kontra, ne? Ker nikoli, mislim, zgodi se, podnebna znanost že spet, ne bomo zdaj dali enega zanikovalca, pa enega, ki verjame v znanstven konsens, da se bo stane, ker je pač za tem, ki verjame v znanstven konsens, še 99 drugih, ali pa 98 in pol drugih. Tam je srpski dvojni dvojni. Ja, ne, samo tako, da ne bomo pač do tega prišli. Ja. Ampak sem na nek način tudi to, ne? Zakaj pa ne? Zakaj pa ne? Kaj pa, če je treba privesti dejansko iti v te pogovore, pa jih prevesti do tistega absurda, ko mora priznati tale zarotnik poraz? Ja, Če je priznal, tako kot pri tisti antropologinji Britanki, ne, pri njej je to delovalo na nek način, ne, ko je šla čez to celo izobraževanje in je sama prišla do tega, da evolucija dejansko deluje tudi na ravni človeka. Ampak to pri večini ljudi pa ni možno, ker niso, ne gre na ta način, da bi ljudje spreminjali svoja trdna prepričanja na podlagi nekih debat. Ne? Ja, ampak mogoče, če že ne more sam sebi priznati, pa vse skozi pogovor lahko razgalimo njegova notranja nekonsistentnosti. Ja, lahko, mislim, tisto, kar veliko je že dosežemo, če znamo se vživeti v druge, ne? In dojeti, kaj je tisto, kar druge žene, da tako razmišljajo. In to je mogoče, zadnjič sem poslušal pogovor z tem ustanoviteljem Wikipedije, kjer so imeli tudi velik problem o tem, kako so jih obtoževali, da so preveč levičarski, ne kot Wikipedija. Pa so pač ugotovili, da ne, da v bistvu oni gesla formulirajo tako, da predstavijo vse pozicije in argumente, zakaj ima nekdo tako pozicijo, predvsem glede teh političnih in drugih družbenih vprašanj. Ne, recimo, da so podnebne spremembe delujejo, ampak mogoče predstavijo, zakaj mogoče določena skupina ljudi zanika to, ne, pa kaj njih žene. Ampak to je pa nekaj, kar je resnično neodvisno. Lahko so oni v zmoti, ne, da jih to žene, ampak resnično je to, da napišeš, da jih to žene. Ne? In tukaj je lahko to legitimen del enciklopedije, ali pa tudi predstavljanja, ne, pozicij. In to lahko marsikatero od teh emocij še dokaj razoroži, ne? Ko vidiš cele te pozicije, kaj vem, da na levici so ljudje zelo pač jih emocionalno, čim je kaj v zvezi s korporacijami, pa tehnologijo, pa borzami. Ne? To čist drugače dojemajo kot mogoče tisti, ki so bolj desno usmerjeni. Drugi pa pač recimo na desni pa čist drugače dojemajo recimo vprašanje konca pa začetka življenja, ne? Kot nekdo, ki je bolj levo vzgojen. Ne? In zdaj, če pač opišemo, zakaj, kaj so nekako te
vrednote ali pa vzgoja emocije v zadju, lažje razumemo cel spektr te družbe in tudi ljudje, mogoče, ki zelo emocionalno odreagirajo na določene trditve, jih mogoče lahko na ta način malo ozavestijo, ne, svoje prepričanja. Ja, v bistvu še potem vedno računamo na njih, da bodo ozavestili in da se bodo, recimo, da bodo uporabili svoj in ne se odzvali zgoraj neka svoja. Smo še zmeri verniki razsvetljenstva. Ker jaz mislim, da tu zdaj pač zadaj je vse na neka... V končni fazi znanost ni vezana na demokracijo. Ne? Znanost funkcionira na Kitajskem, pravzaprav mogoče celo boljše kot pri nas. Ne? Diktatorji so sploh zelo... Že Platon je bil. Ja, so zelo vezani na znanost. No, in tako v bistvu odvisni in ponovadi dobro plačujejo strokovnjake. Ne? Ja. Ker vejo, da njihov sistem se sesuje, če nima strokovnjakov in ponovadi so zelo skrbijo zanje, če delajo samo tisto, kar oni hočejo. Ne? Ja, ker demokracija pa imamo težav, da je pač pluralna. Ne? Da je vseeno pluralizem različnih drž, od desnih do levih, od skeptičnih do cepiv do navdušencev za cepiv. Ne? In ja, mislim, da še vedno potem ostane veliki izziv, ki je pač na vseh, ki se z neko veliko komunikacijo znanosti ukvarjamo, je kako zdaj doseči demokratičen prehod. Ne? Ker če mi zdaj v tem procesu, ko prevajamo znanje v delovanje družbe, obupamo na demokratičnosti in rečemo, ne, to je znanost, ki je povedala, kako je, in zdaj pač ljudje žal niste dovolj razumni in niste dovolj izobraženi, da bi znali to udejanjati v praksi. Zato vam, tako kot v krasnem novem svetu, bo enostavno država določila te smernice. Pa smo na nek način v tem procesu nad političnim delom demokracije obupali in nam ostane samo še neka ta množična družba, ki pa ni politična. Imamo veliko držav, kjer to čist dobro deluje, tudi v Evropi, ne? Ki so demokratične in imajo veliko stopnjo zaupanja v znanost, znanstvenike. Mislim, težava je, ko ni tega zaupanja več. Ja, ampak hočem reči, da ni to neka nujnost demokracije, da gre po tej poti. Ne. Predvsem je problem tukaj vpliv nekih dejavnikov, ki imajo neke parcialne računice, ki tudi mogoče veliko denarja. Recimo, mi smo v Sloveniji sigurno zelo podvrženi neke vrste temu vplivu, ki prihaja preko družbenih omrežij, mislim, sploh ta vzhodna Evropa je zelo podvržena neki namernih manipulacij določenih slojev ljudi, ki se izvaja nekako načrtno. Dokaj. To v bistvu pred kratkim je bil en velik kongres teh ljudi, ki preučujejo širje dezinformacijo v Cankarjevem domu. Ne. In tam so pač prikazali, kakšne velike vsote denarja, recimo, kaj vem, Rusija vlaga v to, da širi dezinformacije, ne, po tem balkanskem in vzhodnoevropskem bazenu. In tukaj pač to je neka, kako bi rekel, vojna 21. stoletja, ki se jo treba najprej zavedati, potem pa se neke obrambne mehanizme vzpostaviti. Ne smemo tega preveč lahkotno dojemati, pa se bodo ljudje znali razločiti, kaj je manipulacija, kaj ni. Ne bodo znali. In zdaj, ko ne razločijo, kaj zdaj potem? Ja, imamo to situacijo, ki jo imamo, ne, ki je to pač tak velik delež ljudi misli, da so cepiva strup v Sloveniji. Ne. Recimo, to je nekaj, kar je dejansko se ni zgodilo samo po sebi, ampak je načrtno bilo v ta prostor preko družbenih medijev in potem drugih medijev, ki to še povzemajo in znanih osebnosti in vsega amplificirano. Ne? Nekaj takega se ni zgodilo mogoče v nekih drugih državah. Že mislim, da v Avstriji
bistveno večji delež ljudi cepljenih, kaj vem, proti klopnem meningitisu, ne, ali pa, ker to je res noro, da se ne cepiš, ne, pri te pojavnosti bolezni v Sloveniji, ali pa proti gripi, ne, smo tudi, če malo se nas cepi v Sloveniji, druge se jih cepi bistveno več, ne, zakaj? Ja. Recimo, če je ta vpliv nad našo državo nekih disinformacij, pa potem ljudje ne razločijo dejansko, kaj so informacije in kaj so desinformacije, torej kaj potem ostane dejansko nam, da naredimo? A je potem obupamo na demokracijo, ali poskušamo na obeh plateh, malo komuniciramo, malo prisilimo? Treba se je resno zavedati tega problema na ravni države. Kaj pa ne država naredi? Ja, ima veliko mehanizmov, kaj lahko naredi. Ne? Kaj? Ja, recimo, da se loti pač nekih takih sistemat, tako kot pač počnejo razvite države. Recimo, pri nas nimamo nobene oddaje na televiziji pa na radiju, ki bi sistematično opozarjal na dezinformacije, ki se širijo po družbenih omrežjih. Ko sem bil v Parizu, tam sem pač bil pri eni slovenski družini, so mi rekli, da oni zjutraj gledajo vsako jutro jutranji program na nacionalni televiziji, kjer je ena od rubrik, se ni vsak dan, ne, ampak zelo tako ob zajtrku se zbere skupaj, zelo komunikativno govorijo o raznih problemih družbe. Zmeri je tudi pač ena mlada novinarka poroča, kaj se na družbenih medijih, da je TikToku širi in kaj so glavne dezinformacije, ki so. In so tako v bistvu že nekako cepljeni proti dezinformacijam zjutraj, ko grejo v šolo, v službe in se mogoče debate čez dan ob kavici drugače razvijajo. Ne? Ampak to je nekaj v Franciji samoumevnega, da imajo take oddaje. Pri nas nimamo take oddaje, pa tudi ne vem, če je sploh možna. Ampak to pomeni, da je v zadnji neka velika ekipa, to ni ona novinarka, da bi sama tam brskala, ne? To je neka velika ekipa, ki skrbi za to, ki preverja informacije, ki formulira potem, na kaj treba odreagirati, kaj je res problematično, ampak za neko dobrobit naroda je to zelo pomembno, ne? To je recimo take stvari in to mora država financirati. To ni nekaj, kar bi bilo komercialno zanimivo. Ne? Ja, ampak mislim, da recimo, da je to mogoče ful tak banalen odziv na to, ampak pri nas je RTV naj bi imel neko svojo samostojnost. Ne? Torej država ne more neposredno posegati v to, kakšen program RTV ima. To je neko demokratično načelo. Spet javna televizija sicer dobi javna sredstva, ampak z njimi lahko razpolaga po neki svoji notranje avtonomiji. Nekako zdaj naj država v bistvu mora reči RTV-u. Ne, lahko pa financira nekaj takega, ne? Ampak se na nek način financira, potem pa reče RTV, zdaj pa imaš avtonomijo, da sam razporedi. Ampak RTV take vsebine ne naredi, zakaj pa ne naredi? Ja. Ker potem pa je spet vprašanje, bolj pa še vprašanje komercialne dostopnosti, mislim, bodo ljudje to gledali in zakaj ne bodo gledali? Ja, če bo dobro narejeno, bo prišlo do njih, ne, če bo... Vse znajo dobro narediti tudi slovenski novinarji pa novinarke stvari. Morajo biti spodbojeni, nagrajeni za to. Ne? Pač, mislim, vse je veliko dobrega novinarstva, pa tudi veliko slabega, moramo priznati. Ne? Ampak zdaj je to v dobi umetne inteligence, je lahko kjerokoli mediji svetovni spremljamo v slovenščini, brez težav. Ne? To pa je za druga polovica podcasta. No, ampak hočem reči, pač ni več težava v tem, da pridemo do kvalitetnih informacij, če želimo. In tudi sama umetna inteligenca je zelo dobra v to, če se pogovarja, recimo, to so delali eksperimente z teoretiki zarot, da ga prepriča, v to, da se moti. Bistveno uspešna je umetna inteligenca, te klepetalni roboti kot ljudje, strokovnjaki. Zdaj še malo zapletam. Da je nedavno, mislim, da kakšen teden ali pa 2 nazaj je ena večje združenje evropskih novinarjev naredilo analizo, koliko ljudi dobiva informacije preko nekih urodij umetne inteligence, torej novice dnevne, in takih je 7%, oziroma odstotek, mislim, da se raste še enkrat, ko greš mlajše od 30 ali mlajše od ne vem koliko točno gledati, ampak v glavnem ocenili so, da mislim, da skoraj v polovici oziroma malo manj kot polovici so te orodje umetne inteligence napačno povzemala
dnevne informacije. Pač napake so bile, ali so napačne vire navajale, ali so napačne fakte noter dale, no, ali pa so počem predstavljale fakte kot mnenja kot fakte, oziroma do takih napak je prišlo, ko so potem to novinarji ocenjevali. Tako da tukaj je tudi treba biti previden, pa pač gojiti neko medijsko pismenost pri ljudeh. Ampak nekaj drugega sem prej želela še omeniti. Mogoče pismenost glede orodja umetne inteligence, to je pomembno. Ker če uporabljaš dobra orodja, pač zdaj skoraj da ni več kolekcionacij in tega. Ne? Če pa uporabljaš slabo... plačati. Ja, seveda. Če pa uporabljaš... Vprašanje o dostopnosti in demokratičnosti. Ja, sigurno. In to je v bistvu tudi nek nacionalni interes, da zgradi pa ponudi mogoče kakšne specifične slovenske modele za stonj ljudem, ne, da bodo lahko... Da bo državno resnico predajal. Ja, težko je manipulirati Rusi se zelo trudijo, da bi neke svoje resnice nekako iniciralo te velike jezikovne modele, pa je težko to narediti. Tudi Kitajci so, ko so zgradili te svoje modele, se je ugotovilo, da so v bistvu isti kot ampak določene recimo informacije niso podajali. Ne? O političnih vprašanjih so bila cenzurira. Seveda smo vsi takoj poskušali, kaj se je na tistem Tiananmen Square zgodil. Ampak če si pogledal, ko lahko noter gledaš razmišljanje, je on vedel, kaj ga sprašuješ in poznal odgovor, ampak je imel neko blokado tam v razmišljanju, ki je bilo v angleščini, ker je večina materijala, na katerih se učijo te modeli v angleščini in razmišlja zmeri v angleščini, je potem rekel, verjetno misli to, ampak tega pa ne smem, ker bi bilo to napačno z navodili, ne bom raje tako formuliral. Ampak tisto zanimivo je bilo, da sem ga potem vprašal še nekaj tako banalnega, kako se je Prva svetovna vojna začela, ne. Pa mi tudi tistega ni hotel povedati, pa sem pogledal, pa je rekel, da bom konsistenten, ne. Tudi tega ne bom povedal. Ampak to so vse neki ti dodatki, ki blokirajo to, da nevronska mreža normalno deluje, ne. Ja, ki so jih morali oni uvesti zaradi svoje cenzure, mi pa moramo podobne blokade uvesti zaradi tega, da zaradi svoje cenzure. Ja, ampak svoje cenzure, ki je nekako smiselna, ne? Da ne boš pač omogočil ljudem, da bodo neumnosti počeli z informacijami. Ja, mislim, kitajska logika je ista. Ja, saj, ampak imamo pač neke druge vrednote. Ja, ampak potem pridemo v bistvu do vprašanja vrednot in do nekih precej nesomernih sistemov vrednot. Ne? To demokracija, autokracija, pluralna družba, enoumna družba, ne? In se mi zdi, da za en taki nedolžen pogovor o znanosti privede do nekih zelo temeljnih neskladij v tem, kako človeška družba deluje. Da je ogromno nekih protislovij tu. Ne? Smo razumni? Nismo tako razumni. Ne? Hočemo z razumom urediti svet, ampak bolj vidimo, da v bistvu ne gre tako z lahkoto. Ne? Da bolj moramo smiselne blokade dati v svoja razumna orodja, da ne počnemo nerazumne stvari. In to se mi zdi zelo dobro, da se izpostavlja glede umetne inteligence, ne? Ker to je moja velika nevarnost, če ljudje pravzaprav vse informacije Google mislim, da se to več ne uporablja, ne? Samo še prek jezikovni model ljudje informacije pridobivajo. In ja, sej halucinacije, če plačaš, je manj, ne? Ampak kak pa veš, da jih ni? Mislim, na kak način ti moraš poznati področje, da veš, da lahko prepoznavaš. In mi pa smo že prej sklenili, da ljudje niti niso sposobni zelo bazične informacije procesirati. Kaj šele prepoznavati halucinacij v izjemno kompleksnih podatkih, ki ti jih za jezikovni model presnavlja. Ne? Sem ta argument, ne, ker sistem ni perfekten, pa ni v redu, ne drži. Tudi pač v knjigah je tudi veliko napak, ne, pa jih vseeno uporabljamo. Tako da pač treba se zavedati. Smo se že naučili kritično knjigo brati. Ja. Medtem ko mogoče pri teh novih orodjih pa se jih drži nek halo, ne? Kot da je to zdaj Biblija, ki jo... Vsi v tej raziskavi so v bistvu, ko so potem z ljudmi to delali poglobljene intervjuje, je neko to razumevanje, da zato, ker nam stroj to da, ker je to neko orodje, je zato bolj točno, kot bi pričakovali. Pač to je nekaj, kar se moramo naučiti, pa tudi kritično vrednotiti, pa kritično uporabljati ta orodja. To je, ampak je pa res, da privzamemo, da ima prav, ne? Oziroma neko pristranskost imamo, da mislimo, da ima prav. Ne? No, in mislim, da je tudi naloga komunikatorja znanosti in vseh nas, ki se s tem tak ali drugačen način ukvarjamo, da
probamo z razmisleki, z znanjem ljudem podati neka orodja, da se lahko spopadajo s temi novimi orodji, pa da potem mogoče vseeno izide iz tega neka malo bolj razumna družba, ki zna uporabljati kar se da veliki meri. Tako da na tej točki se vam lepo zahvaljujemo za izčrpen pogovor. Da ste verjetno že samo sanjali o postelji po celodnevnem predavanju. Hvala lepa, gospod Sašo Dolenc. Zanimiv pogovor, tako da hvala za povabilo. Hvala vama. Hvala tudi Univerzitetni knjižnici Maribor in pa seveda poslušalcem in gledalcem, ki so tako dolgo za nami tukaj sedeli, pa se zdaj res morajo naročiti na naš kanal. Ja, naročiti, vedno pozajam, že se morajo pa šečkati, gledam, da vas okupiramo non-stop. Pa dodajte ocene v podcast aplikacije. A to tudi je treba? To bo nekaj novega. To še ne poznamo. Ja, nismo še tako daleč. Ja, nič, skratka, upamo, da to ni bilo samo mnogo hrupa za nič. Hvala. Mnogo hrupa, mnogo hrupa, mnogo hrupa.